Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam dečku Rafaelu, ki ob večerih zelo rad prisluhne pravljicam. Najlepša hvala. Tokrat pa pravljico poklanjam tudi mucki Hajdi, za katero Rafael zelo lepo skrbi. Bravo, vse pohvale. Tokrat bomo prisluhnili prav posebni dogodivščini o beli muci, ki si je želela nekaj zelo posebnega. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Rafaela in njegovo mucko Hajdi z naslovom Bela muca. Bela muca Ina se je zgodaj zbudila. Pritegnila je tačke in pogledala mamo muco, ki je še spala. Njen mehki tigrasti kožušček se je žametno svetlikal v jutranjem soncu. Lepa je mjavknila Ina in poškilila na svoj beli trebušček. Tudi jaz bi bila rada taka lepa progasta muca. Še enkrat se je pošteno pretegnila in odkorakala ven. Mijav! Sonček je že visoko na nebu, danes bo prav čudovit dan. Le kaj naj počnem? Mijav! Že vem. Poiskala si bom krasne debele črte za svoj kožušček. Hočem točno take proge, kot jih ima moja mami. Če bi le vedela, kdo mi jih lahko pomaga poiskati. Kaj? A črte hočeš? Se je začudila miška in se globoko zamislila. Že vem. Na repu si naredi pentljo. To je prvi korak do črt in prog. Pomagala ti bom. Tole pa sploh ni bilo težko. Se je zasmejala Ina in vesela občudovala svoj repek s pentljo. Zajček je grizljal slasten korenček. Ne. Samo pentlja ne bo dovolj. Tako ne boš dobila tigrastega kožuščka. Okrog vratu si moraš obesiti korenček. Na, vzemi mojega. Presenečeni muci je prijazno pomolil kar svoj korenček. Hvala, je zajecljala Ina in ponosno odkorakala. S pentljo na repu in korenčkom okoli vratu. V svoji pasji hiški jo je s krohotom pričakal kuža. Hecna si, je zalajal. Zakaj pa imaš pentljo na repu in korenček okrog vratu? Ker bom tako dobila tigrast kožušček, mu je razložila muca Ina. Aja? Ampak potem moraš pa obuti še rdečo nogavičko na zadnjo levo tačko. Snemi jo tamle z vrvi, gotovo je že suha. Muco je volnena nogavička pošteno praskala po tački, pa je le tiho zamjavkala in potrpela. Za lepoto je vedno treba potrpeti. To vedo tudi majhne muce. In mucka si je strašno želela postati lepa, tigrasta, progasta, črtasta muca. In sicer čim prej. Že vidiš moje črte? Je muca povprašala ovčko. Ne, kakšne črte? Njih še. Ampak, če hočeš dobiti tigrast kožušček, moraš glasno blejati tako kot jaz. Be, se je smejala ovčka. Prav, pa bom, je rekla muca, pomahala s tačko v nogavički, z repom s pentljo in s korenčkom okoli vratu.
Sredi travnika se je mirno pasla krava. Be! Jo je pozdravila muca Ina. O, Ina, ti si? Zakaj pa blejaš kot ovčka? Ker bom le tako dobila proge in postala tigrasta muca. Aha, ampak zato moraš hoditi po 3 tačkah, veš? Se je namuznila krava. In tako je muca Ina odskakljala domov po 3 tačkah, s pentljo na repu, s korenčkom okrog vratu, z rdečo nogavičko na zadnji levi tački. Be, 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 je blejala na ves glas. Joj, iskanje prog je pa res utrudljivo, je zasopihala, ampak moram vztrajati. Najlepša tigrasta muca bom. V daljavi je že videla dom. Na pragu jo je čakala mami. Kje si se pa potepala, Ina? In kakšna si? Kaj se je zgodilo? Rada bi imela tak kožušček, kot ga imaš ti, mami. Tigrast. Zato mi je miška rekla, naj si na repu naredim pentljo. Zajček mi je povedal, da si moram okrog vratu obesiti korenček. Kuža mi je naročil, naj si nataknem eno rdečo nogavičko. Ovčka mi je zabičala, da moram glasno blejati. Krava pa, naj hodim po 3 tačkah. Res ne vem več, kaj naj še storim, je obupano javkala muca Ina. Trapica moja, jo je pobožala mami. Tako že ne boš dobila tigrastega kožuščka. Prijatelji so te grdo povlekli za nos. Ampak zame si najlepša mucica, s črtami ali brez. In cmoknila je malo Ino na mokri smrček. Za norca so me imeli, je posmrkala Ina in odcacala iz hiše. Nikoli ne bom tigrasta muca. Na vrtu je zagledala modro klop. Čudno, še včeraj je bila zelena, je zehnila. No, saj je pravzaprav vseeno. Klopca je klopca, na vsaki lahko zaspim. Pretegnila se je, se zvila v klobčič in zadremala na toplem soncu. Ko se je sonček skril za oblak, se je muca prebudila, se spet pretegnila in široko zazehala. Naenkrat je na tačkah, na trebuščku in na repu zagledala vse polno črt, modrih črt. Proge, prave pravcate proge! Ina je od veselja poskočila, švignila z modre klopi in urno stekla domov. Mami, mami, poglej, zdaj sem čisto prava tigrasta muca. Mjav! Ja, čudovita pravljica, ki nas prijazno opomni na pomembnost sprejemanja samega sebe ter zaupanja v sanje. Saj nikoli ne vemo, kdaj nas pripeljejo do česa čudovitega. Rafael, verjamem, da ti je pravljična dogodivščina muce Ine narisala nasmeh na obrazu in ti polepšala večer. Naj te zgodbe še naprej razveseljujejo in ti prinašajo najlepše sanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Brez panike, s knjižnima junakoma Kačo Vilmo ter miškom Benjaminom v glavni vlogi. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vam sanje nežno rišejo poti v čarobne svetove. Pravličen pozdravček Rafaelu ter mucki Hajdi, ter pa seveda tudi vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte. Čau, čau. Bravo.